udeleženci današnjega posveta, današnje okrogle mize, lep pozdrav v imenu Liberalne demokracije Slovenije, ki organizira nov posvet v nizu posvetov na aktualne teme. Tokratna tema je posredovanje v Libiji, ki odpira vrsto vprašanj in radi bi našli nekaj odgovorov na nje. Vprašanja segajo vse od mednarodnih odnosov, mednarodnega prava, strateških političnih interesov in nenazadnje tudi notranje političnih razmer. In mislim, da imamo tu izjemen privilegij pozdraviti udeležence današnjega omizja, ki jih bo v nadaljevanju predstavil moderator Boštjan Ploštajner. Zato naj mi bo dovoljeno samo vsem skupaj zaželeti bilo užitkov v tej razpravi in seveda že zdaj vabim vse vas tudi k postavitvi vprašanj oziroma k predložitvi vaših komentarjev v zvezi s tem, kar bomo slišali. Sam pa se že vnaprej upravičujem, da ne bo izgledalo nespodobno, kajti čez pol ure bom moral zaradi drugih obveznosti zapustiti ta posvet, ki je predviden, da ne bi trajal približno 1 uro. Boštjan, izvoli. Lep pozdrav sem skupaj, pred nami je okrogla miza na temo mednarodno vojaško posredovanje, nuja ali napaka. Najprej bi predstavil člane omizja in sicer na moji strani levi veleposlanik na Ministrstvu za zunanje zadeve Drago Mirošič, ki se nam je pridružil, na moji levi tukaj dr. Gojko Bučar, redni profesor na Fakulteti za družbene vede in predsednik odbora Liberalne demokracije za zunanjo politiko, gospod Samira Marin, častni generalni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, Jelko Kacin, evropski poslanec Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo in gospod Ervin Kladnik Mihalčič, novinar in publicist. V zadnjem času smo v arabskem svetu priča hudim pretresom, političnim, socialnim in kulturnim. Začelo se je v Tuniziji, nadaljevalo v Egiptu, pa tudi kje druge se dogajajo nemiri. Trenutno pa je najbolj aktualna situacija v Libiji, kjer so se vmešale tudi tuje države z vojaško operacijo na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bila sprejeta. Začeli bi pri vas, gospod Mirošič. V zadnjem času v Sloveniji poslušamo veliko o tem tako imenovanem nemško-francoskem vlaku, na katerega želimo priti. Medtem ko na tej točki, na točki posredovanja v Libiji, se zdi, da ta vlak pelje v dve različni smeri. Gospod Sarkozy in gospa Merkel imate očitno zelo različne stališče do tega vprašanja in zanima nas, kakšne so v sklopu teh različnih stališč dveh evropskih držav, kakšne je stališče Slovenije do tega vprašanja in kakšne so naše aktivnosti v zvezi z dogodki v Libiji. Še enkrat se predstavljam, jaz sem Drago Mirošič, veleposlanik v Ministrstvu za zunanje zadeve. Sicer bivši veleposlanik v Libiji pred 20 leti sem bil veleposlanik nekdanje skupne države. Tako da sem na Gaddafija večkrat osebno srečal in imel tudi z njim razgovore, kot seveda kot diplomat. Kar zadeva sedanja situacija v Libiji je prezentno, da je prišlo do eskalacije, zaradi tega, ker pač Gaddafi se ni podvzel nauka iz zgodb v Tuniziji in v Egiptu, da bi se umaknil. Ni podvzel za tega del, ker je on človek, ko sem ga tudi videl kot liderja, s katerim sem se pogovarjal, ki je zaverovan v svoje poslanstvo, svoje revolucije in seveda, ker misli, da je tudi nezamenljiv in za tega del je seveda od te strani nekako tudi bilo pričakovati, da bo novemu trendu, ki je začel v Libiji, nudil velik odpor. In kot vidimo, ga tudi nudi. Za tega del seveda mednarodna skupnost, jaz govorim sedaj recimo o Evropski uniji, je morala Evropska unija povzeti določene korake, da jih je povzela kakšna minuta kasneje, vendar Evropska unija in pa seveda varnostni svet in tudi druge države so konec koncev nastopile z zelo odločno akcijo. Jasno je, da pri takih akcijah vedno je bilo tako in vedno bo tudi nikoli nismo mogli pričakovati,
vsaj v začetni fazi, da imajo vsi enaka in točno izdelana stališča, brez razlik. In tudi v tem primeru se je pokazalo, kot ste videli, da je pač Sarkozy prevzel pobudnika in vlogo akcije v Libiji in da je Nemčija ostala nekako na nek način, ne bom rekel pasivna, ampak v tem prvem momentu ona ni izrazila neko željo, da bi se pridružila koalicije v takem smislu, kako se pridružila nekatere druge države. Mislim pa seveda, da se te stvari v Evropski uniji, da so se zbližale, nastopila je enotno v ukrepih proti Gaddafijevemu režimu in v tem smislu ne vidim velikih razlik med Nemčijo in pa Francijo, v tem, da je treba ohraniti v Libiji, da je treba zavarovati civilne osebe, da ne pride do velikega prelivanja krvi in pobijanja, med tem mislim, da so si evropske države in tudi Francija in pa tudi Nemčija, da so se to nekako tudi enotno se približali. S tem, da je Francija večji poudarek na vojaškem delu, Nemčija večji na humanitarnem in drugih seveda in drugih velikih reševanju krize. Kar zadeva Slovenijo, mislim, da smo jasno izrekli svoje stališče. Tudi minister Žbogar je to v starem času tudi ponovil, da pač mi z našo oboroženo varianto tam ne bomo prisotni, ampak bomo prisotni v vseh drugih možnih oblikah pomoči Libiji, se pravi od humanitarne, in ko bi se ta problem rešil, seveda bomo prisotni tudi, koliko bo potrebno in v okviru Evropske unije, s tem, da bomo nudili določena pomoč pri obnovi Libije. Takšno je naše stališče in mislim, da v tem bomo tudi nekako poskušali urejati stvari. Doslej smo nudili neko denarno pomoč, kot vam je znano, 50.000 smo nakazali takoj evrov za pomoč Libiji. Mislim pa, da bomo potem, kako se bodo stvari razvijene, bomo tudi naše politike tako prilagajali v smislu večje in učinkovite pomoči. Hvala lepa. Gospod Kacin, nekaj dni nazaj je minilo 12 let od posredovanja zaveznikov NATO-vih napadov v Zvezni republiki Jugoslaviji. Takrat je trajalo 8 let, da je mednarodna skupnost prišla do tega, da je vojaško obračunala z Miloševićevim režimom, vmes se je zgodila Srebrenica, so se zgodile še marsikere druge grozote. V primeru Libije je reakcijski čas bil mnogo krajši, 8 dni, potem je sledilo vojaško posredovanje. Ali lahko sklepamo, da se mednarodna skupnost kaj naučila, ali pa se moramo zavedati dejstva, da je nafta v nekaterih procesih pač učinkovit katalizator? Če bi bil Zoran predim tukaj, bi lahko zapel ti svoj komad bolj star, bolj nor. Gaddafi je voditelj, ki je doslej najdlje na oblasti. Težko najdemo koga, ki je na oblasti dlje kot on. In jasno je, da si potem nezamenljiv. Če ga citiram iz tistega njegovega intervjuja, ki ste ga verjetno videli tudi v Sloveniji za CNN, ko jim pošlje 3 sporočila, ga bom poskušal citirati. You don't understand anything here, you don't understand the system. Drugo sporočilo, ki ga je izrekel, je They love me all, my people, they love me all. In tretje sporočilo je bilo They would like to die for me. Torej, ta 3 sporočila so dovolj nora, da se mora vsak odgovoren politični voditelj zavedati, da je Gaddafi že tako dolgo na oblasti, da se spominja, da so ga po vsaki njegovi, če smem uporabiti termin, norosti, priznali in ga ohranjali in se z njim dogovarjali. Nenazadnje, tak najbolj odmeven obisk pred kratkim, pred manj kot letom dni je bil Sarkozy v Libiji, ko se je pohvalil za prodajo vsega mogočega. Do takrat je recimo Adria imela 2 letali v Libiji, je letela za njihovo letalsko družbo Afrikajo, potem pa so se dogovorili za nakup ogromnega števila Airbusov, tudi vojaških letalnih helikopterjev. In v taki situaciji se pač v glavi porodi ocena, da lahko greš čez rob in še tle. Leta 1995 se nam je zgodila Srebrenica. Jaz sem bil februarja 1995 kot minister za obrambo na manevrih, ki so se imenovali Strong Resolve na Norveškem. Takrat je NATO preverjal in usklajeval svoje aktivnosti za posredovanje v Bosni.
pa Milošević ni razumel tega sporočila. Ko smo julija leta 1995 vsak dan spremljali obveščevalna poročila in pričakovali, da se bo ofenziva nevihta začela 1. avgusta, pa je prišlo do nekaj dni zamika, je to vedel tudi Milošević. Ampak med tem se je zgodila Srebrenica. V zadnjem trenutku je še izkoristil priložnost. In konkretno vprašanje je bilo Kosovo. In ko šlo za Kosovo, je Milošević na enak način pač ocenil, da je nezamenljiv, da je nedotakljiv in da se mu nič ne bo zgodilo, zato je pač krenil v akcijo čiščenja Kosova in NATO je bil takrat prisiljen posredovati v Kosovo. Seveda so tukaj paralele. Te dni je precej nastopal general Clark, ki je bil takrat poveljujoči zveze NATO v Evropi in tudi takrat je bila zgodba zelo identična. Poveljujoči častnik, general Clark, je zahteval, da mu dajo helikopterje, ki pa pripadajo kopenski vojski. In če bi te helikopterje dobil, bi lahko na terenu zelo učinkovito in hitro čisto, ampak s tem bi se zgodba spremenila. Potem to ni več letalska operacija, potem to pomeni, da pridejo na zemljo kopenske sile, to je potem vojaška intervencija na samem terenu. Tisto, kar se mi zdi pomembno v zvezi z vašim vprašanjem, je dejstvo, da sta dva ugledna voditelja libijske opozicije obiskala Evropski parlament 8. marca. Sedanji predsednik začasnega sveta, začasne vlade in sedanji začasni zunanji minister sta bila gosta naše politične skupine in sta potem obiskala še druge politične skupine, mi pa smo celo zadevo organizirali. Od tam sta šla potem tudi k Sarkoziju in še kam. Imela sta 5 pozivov. Prvo sporočilo je bilo, da se čim prej prizna začasna vlada. Drugo sporočilo je bilo, da je potrebna no-fly zone nad Libijo, da pa v nobenem primeru ne želijo imeti vojaškega posredovanja na tleh, ker bi to rehabilitiralo Gaddafija, iz njega naredilo mučenika, žrtev in poenotilo ljudi okrog njega. In zaradi tega je postalo jasno, da ni druge variante, kot da se v okviru Organizacije združenih narodov, Varnostnega sveta, dobi soglasje, da se ne zgodi slučajno veto, zato je trajalo nekaj časa, da je ta resolucija doživela zeleno luč in tudi tisti, ki niso glasovali, so imeli, če smem tako reči, zelo konstruktivno držo. Mednarodna skupnost se je zelo hitro poenotila za to no-fly zone. Medtem se je pa seveda dogajalo, da je Gaddafi napredoval in da je prišel že zelo blizu Bengazija. Odslej se zgodba zdaj spreminja. Tretje sporočilo, ki sta ga prinesla ta dva predstavnika opozicije, je bilo, da Gaddafi nima podpore ljudi, da vojska pravzaprav deluje po zaslugi plačancev, ki v glavnem prihajajo iz Afrike in da se bo ta vojska zdobila, če bo mednarodni pritisk trajal dovolj dolgo. Naslednje sporočilo je bilo, da potrebujejo humanitarno pomoč in vse to smo pravzaprav v tem času zagotovili. Vse, kar se pravzaprav dogaja, se dogaja v dogovoru z opozicijo. Ključno vprašanje, na katero je treba odgovoriti, pa je, kaj bi pomenilo, če bi se ta revolucija, ta trenutek v Libiji zatrla, če bi se končala z velikim številom žrtev, kje bi bila verodostojnost mednarodne skupnosti kot celote, vsake posamezne države, Evropske unije, Zveze NATO, kogarkoli že hočete. Tudi to, kar se je zdaj dogajalo okrog tega, kdo bo poveljeval tej akciji, je sestavni del zgodb, ki smo jih že videli. Naj spomnim, leta 1997 so Francozi pač ocenili, da je gospod predsednik Clinton zaradi afere Monika Lewinsky na kolenih. Takrat so ocenili, da je treba povabiti v NATO tudi Romunijo in zato Slovenija takrat ni uspela priti v NATO. Takrat so zahtevali tudi poveljniško mesto južnega krila NATO. Približno enaka zgodba se tudi zdaj vrti, zato je kompromis pač poveljujoči častnik, kanadski general, ki pa ima
francoski priimek in ime, kot ste verjetno opazili. Tako da to ni nič novega, jaz bi vseeno rekel, da je mednarodna skupnost delovala relativno operativno in hitro. Čeprav je šef moje politične skupine zelo odmevno v Evropskem parlamentu rekel, da mu gre na bruhanje zaradi mečkanja te mednarodne skupnosti, moram reči, da je doslej reagirala relativno uspešno in dokaj hitro. Gospod Marin, kako menite, da se bo konflikt v Libiji končal? V zadnjem času smo priča več pozivom za pogovore med uporniki in Muammarjem Gaddafijem, dali so jih tako Afriška unija, Italija, danes Turčija, zaenkrat ali menite, da so uporniki dovolj močni, da odstranijo režim Muammarja Gaddafija, oziroma kako vidite vi konec tega konflikta, če ga vidite? Jaz bom, dober dan, jaz bom začel malo drugače. Kako je začela? Nekako bo počala. Ta vojna začela nekako mizirno na ta način, da je Gaddafi leta 2000 ubil okrog 1200 zapornikov v Bengazi in nekaj med njimi tudi ostali živi od teh zapornikov, med njimi dva brata, ki sta imela še enega brata, ki je bil odvetnik v Bengazi. In ta odvetnik je od strahu, kako naj naprej preživi, vzel nase odgovornost, da bi on začel braniti teh zapornikov. Parkrat je bil zaprt. Na koncu zdaj, en mesec, 2 meseca nazaj, v februarju, je odločil, da bi on začel na en način braniti vse, kar ostali živi, med njimi dva brata, in so ga ujeli, pretepili, zaprli in tako naprej. Pol ljudi, družine, te pleme, ki so tu v Bengazi, ki so bili ubiti njihove otroke, začeli protestirati. In tukaj tu začelo. Ravno od enega takega primera, ki je odvetnik, je pač hotel pokazati, kaj on lahko naredi za svoje ljudstvo. Veste, bom zdaj malo šel nazaj, 7 let nazaj. Mislim, da je moj prijatelj, gospod Drago, ambasador Milošič. Jaz se spomnim v 90 let, jaz sem Gaddafija poznal kar nekaj let nazaj. Smerto sem delal, nekoč sem bil predstavnik za Libijo in predsednika Gaddafija, koliko sem ga parkrat sem slučajno srečal skozi našega dela. Jugoslavija je bila zelo prisotna v Libiji. Po tistem, ko smo mi začela država Slovenija nastala v zgodnjih 90 letih, Gaddafi poslal dva svojega človeka v Sloveniji, sta mene poiskala, pomembna sta dva človeka in sta želela, da jaz na en način postavim kontakt s predsednikom Kučana. Zakaj bi rabite Kučana? Ja, oni so glih takrat imeli embargo in da razvijate embargo, da bi en predsednik iz Evropa pride obiskat Slovenijo. Kaj čem zdaj? Gospoda Milošiča sem poklical, se rekel gospod ambasador, situacija je taka, kaj ne naredimo in sreče, da je zraven mene zdaj. Je rekel, malo to nevarna zadeva, kaj ne moramo zdaj, ker mi zdaj proti celu svet, da bi predsednik Kučan, ker naenkrat obljubili so vsega, kar si ne. Kot Slovenija, normalno, ne. Pravi, mi vam omogočimo in dinare, in gospodarstvo, in delo, in tako naprej. Je rekel gospod Milošič, mi bomo kontaktirali kabinet predsednika in smo kontaktirali gospoda Marjan Šiftar in je bilo stališče, da to ne mogoče, kako naj naredimo, predsednik Kučan odsota, ga ni. Smo jih povabili na kosilo, plačali smo hotel in so šli nazaj. Ker bom, mislim, zakaj to bom tako, ker bomo mi zdaj čakali tudi take stvari. Gaddafi ne bo šel kar tako lepo. Gaddafi bo ostal več med nami, ne. Ampak na kakšen način bomo mi gledali. Je veliko vplivalo na to temo, kako mi zdaj gledamo Libijo. To je absolutno lahko povem, da je tu medija igrala svoj veliko vlogo. Mislim, da je take masakre ni bilo, take vojne stalno so bile.
ampak ni bila ne Al Jazeera, ne Al Arabija, ne cene in tako naprej. In tu smo mi videli vsak dogodek. Ta včerajšnji dogodek tisto odvetnico, ki so jo ujeli, pa posilili. Prosti, jaz sem bil malo do Gaddafija, koliko toliko, malo umirjen. Zdaj. Ampak v take mere pa ne gre, ne moram dovoliti. Ta ali ta vojna v Libiji, nuja ali napaka, to prepozna nuja. Ta stvar bi morali mi rešiti prvih 3 dni, ko bi on v šoku. Takrat smo mi lahko njega dojeli, zavrati. Smo čakali, kako bo odmilo nas in tako naprej. Smo klanjali smo mi, vsi. In Sarkozy. Zakaj Sarkozy reagiral? Ker so Gaddafi rekel, vračaj nam dinar, ki smo ti plačali za tvojo volilno kampanjo. Jaz to dobro vem. In tu je začela bolj reakcija od Sarkozyja. Berlusconi. Klonom je na nogo, ljubimo koleni in roko in tako naprej. Mi smo od njega naredili heroji. Mi smo mu gradili spomenik. In zdaj naenkrat smo videli, Gaddafi je nor. Vam povem, je nor. Živi norci. In mi vemo, mi v Jordanci, v Jordani, mi smo imeli 10 let nazaj arabski samit. In ker smo mi boga država, nemamo nafta, nemamo nič, normalne smo ljudi, normalne kralje in tako naprej, in nam on ponudil, da nam bo dari na 100 teh BMW-ov v Mercedesu za prevoz teh predsednikov. In rekel, to moja podpora za vas, Jordan. In 6 mesecev je rekel, vrnite nam vse avtomobile. Vse smo morali mi nazaj na ladji v Libijo. Obljubil nam, da bo mi, Jordanija, ena od 3 najbolj bogih držav sveta, da nima vodu. Ne, da nima nafto. Imamo mi vodu in tu slano. To je naša sreča iz Mrtvega morja. Vodu nima. In je on obljubil, da mi naredimo vodo, kanal, okrog Vadiram, blizu v Čavi, proti Akavi, in da bi do Amana pripeljali. In je nam obljubil ne vem koliko milijard, pozabil sem to cifro. Na koncu je postavil za pogoje. Taki, in da bomo združili z njim, da je on za nas največji bog, da ga moramo mi klanjati, da se ukvarjati za vodo, bomo mi kar sami iskali vodo. In smo iskali, naša vojska začela kopljati, bomo imeli se 20 let. Veste, Amerika je začela, ona, kot po narekovaj, da osvobodi Libijo. Ampak mi imamo tudi prakso, nesrečni Irak, nesrečni Afganistan. Kdo bo plačeval te stroške? A bojo plačali same? Ne. Njegov je te kapital, ki ga ima v tujini, v Ameriko in tako naprej, z njegovim kapitalom bojo plačali. Jaz vem, kako se dogaja v Iraku. Še vedno oni vse črpajo od iraške kapitale, ker je bilo tu v tujini, ali v ameriški banki, ali v evropski banki. V Kuvajt, ker so oni branili Kuvajt, 60 000 ameriških vojakov v Boščavi, ki dnevno dobijo z letala in hrane in opreme in tako naprej in plačajo tu Kuvajt. Zato nima ne za lepo oči. Vsi imamo črne oči, Arabci. Ampak mi vemo, kaj pomeni tudi, da pride nam kdo osvoboditi naše države. Libija ni direktor, ona nima direktne nevarnosti za Ameriko. Nima, kaj? Nima, ne meje, ne metodno. Naredil par akcij, da je on Evropa teh letal, jih bombardiral in tako naprej. Tukaj je treba si malo drugačen. Zaradi tega je distancirali so Amerikanci, tega samo so oni poslali par letal, odnosno so oni bombardirali malo, NATO pakt, zaradi on vodi te akcije tam. Zdaj, če bo ta vojna končala, in bo končala, kako mi vemo, da smo mi toliko pametni, kako bi Libijci med sabo, ker bo znam jaz te mentalitete Libijcev, zelo dobro, kako bi jo med sabo ono rešili ta stvar. Klan je to. Nor narod. Kdo stoji za te, zdaj recimo revolucionari, zdaj v Bengazi? Uporniki. Ne vem, jaz osebno ne vem. Jaz vem samo zdaj trenutno, kako v Egiptu.
Zdaj tudi Egipt ima svoje svobode. Kar predsednik pozvala voljen v Egiptu. Jaz se bojim, da bo enega šejka tam so. Vse mogoče. Svoboda, narod, prideš, voliš, tako ne veš. Mogoče bomo jokali enkrat, kako je bilo ta diktator Mubarak. Upam, da bomo zreli te demokracije. Enako v Tunisu. V Tunisu zdaj se tudi začeli poskušati siliti ženskam, da mora biti dolge oblečene, dolge hlače, ne smejo ven, ne smejo hoditi nikamor, a ta revolucija, ki je revolucija, odnosno tiste pravice, ki je vredovistiš, ko zgubiš, ki si je probal, mi v Jordani, zdaj vsak pravi, ne miri v Jordani. Je normalno, če mi islamisti zdaj pride nam vsak dan na vrata, pridete, pogovarjamo se, nočemo. Mi hočemo, da nam dati resor, ministarstvo za šolstvo, ministarstvo za zunanje zadeve, ministarstvo za obrambo. In vemo, mi smo probali za časa pokojnega kralja Huseina enkrat, da smo jim dali, da so sestavljali vlade. Ženske, dolge hlače, dolge srajce, dolge ruze in tako naprej. In narod je protestiral, je rekel kralj Husein, on je bil velik mudarčil. Ja, dragi prijatelji, vse ste vi jih volili, mi zdaj jih ne bomo volili. In tudi to v Jordani. Do zdaj smo jim dali vse možnosti, ampak ne razbijajo. Nekje druge razbijajo, tudi skupščine razbijajo, pa nam ne upijo. Te imamo svoje, mi, naša demokracija, sem enkrat rekel, mi razumemo naša demokracija. Kako bo končalo? Ne vem, nisem čarovnik. Ampak dolgo ne bo končalo. Vam povem, jaz ne bo tako, da je to končalo. Zdaj bo zročilo tudi v Libiji, v Jemnu, bo zročilo v Bahreinu, bo zročilo, zdaj to, veste, ta pot vse vodi tam Iran, tam vodi to vse skupaj. In kako, ko bo Iran začel, veste, upam, da je ta sprememba začela se pritiskati na Palestinci, da začel Abu Mazen pa Hamas pogovarjati. Upam, sicer jaz v Izraelu ne zaupam preveč, zaupam rabina, ampak oni so prekleti bili, kot se tu Kristusa ubili. Točno tako. In je oni ubili človeka, ki bi lahko rešil problem, in to je rabin. Rabin je bil človek, ki on bil general, ki je probal vojno, ubil in bil ubit. In to je to Izraelci. Oni, da bi Izraelci v Palestinci dali roko, to je najbolj sposoben narod na svetu. To so trgovci, to so znajo delati, imajo pa kapital. Gospod Marin, hvala, bomo dali še priložnost drugim gostom. Gospod Bučar, mednarodna pravna podlaga za posredovanje v Libiji je resolucija Varnostnega sveta OZN 1973. Problem te resolucije in podobnih resolucij je, da so blazno ohlapne. Kakšne so točno pristojnosti, kakšne so naloge držav članic, ki izvajajo to resolucijo, ali prihaja do kršitve te resolucije po vašem mnenju v Libiji? Ja, hvala lepa za besedo. Ja, to je dobro vprašanje. Torej, resolucija je relativno jasna tam, ko gre za prepoved letenja in seveda je jasna seveda pri vseh nekih drugih tako imenovanih pametnih sankcijah, ki jih uvaja. Zadeve najbrž niso sporne. Ko gre pa za vprašanje zaščite civilistov, tam se začnejo pa stvari zapletati, bi jaz rekel. Torej, dejstvo je, da seveda uporniki niso civilisti. In medtem, ko seveda ta letala lahko še opravičujejo napade na protiletalske obrambe in podobne zadeve zaradi samoobrambe, to da sploh lahko patrolirajo in kontrolirajo tam, so mečkano manj jasno seveda napadi na poveljniške položaje. Še manj so pa jasni potem tisti ostali napadi, recimo tankovske kolone in podobne zadeve. Kaj se pa čisto v resnici dogaja, pa mi ne vemo. To bomo zvedeli seveda po končani intervenciji. Ampak tak vtis, kot je, se mi zdi, da vendarle se je ta zahodni svet postavil na stran upornikov, v bistvu je izbral eno stran. Na žalost, ali pa na srečo, kakorkoli.
Je pa to mačkano naredil, torej ne polno srčno, kot bi rekel, tako malo bi pa ne bi. K temu, kaj sodi še k kršitvi resolucije, je to, da zgleda, da uporniki dobivajo orožje. Najbrž ga dobivajo iz Egipta, ni čist jasno, seveda od koga, ampak ja, resolucija je jasna, tanko pravi embargo na orožje za Libijo. No, zdaj, seveda, kaj to pomeni? To pomeni, ja, da poskušajo pač pomagati tem upornikom z materialom, v modelu, zgleda tudi zračno podporo. Tisto temeljno vprašanje je, ali je to zadosti za cilj, ki so se izgleda ga postavili, ki ga pa ne objavljajo javno. To se pravi, ni do tega, da bi Gaddafija pravzaprav ubili ali kaj podobnega ali spravili z položaja, ampak naj se to Libijci sami zmenijo. De facto se mi zdi pa seveda, da podpirajo te upornike, ki naj bi ali pa bi morali seveda sami prevzeti oblast. Če ne bo zadostovalo, in tu je veliko neznank in vprašanje je, koliko so vladne sile še močne in koliko so dobro organizirane. Ampak seveda, če orodje oziroma orožje tem upornikom ne bo zadostovalo, vprašanje je, kako je z njihovim urjenjem, kako je z njihovim poglevanjem. Se pravi, če ne bojo zadostovali tisti posamezniki, ki so recimo iz redne vojske prebegnili k upornikom. Potem se bo tu postavilo vprašanje, da treba jim na nek določen način pomagati. In naslednji korak je torej seveda vpletanje kopenske vojske, ki pa je po resoluciji prepovedano. Torej tu je seveda tudi ni dovoljeno poseg za kopensko vojsko. V najboljšem primeru bi to eventualno bila torej arabska čelade, bele čelade Arabske unije, v najslabšem primeru pa seveda bi to bili kakšne, ne vem, evropske ali pa druge čete. No, jaz ne trdim, da bo do tega prišlo, ker koncu to vrstna državljanska vojna lahko traja tudi dosti časa, ali nazadnje, pa zdaj ne me obtoži, da mislim, da je šlo za državljansko vojno, ampak spopadi na Balkanu so kar nekaj časa traja, preden se je uspel doseči mir. In to bi bil tudi eden od scenarijev, ki je mogoč v Libiji. Tako da, zdaj, če se me sprašujete, da je ta resolucija pravzaprav dosegla svoj namen, jaz mislim, da je odvisno, kaj šteješ kot namen velikih sil pri tem vpletanju v libijske zadeve. In če vzameš samo tisto, kar oni govorijo, kar manifestativno poudarjajo, potem v redu, potem rečeš, ja, pravzaprav je dosegla svoj namen, malo prepozno za tiste, ki so že umrli, ampak mogoče pa zadosti za tiste, ki jih recimo s tem zaščitijo. Če pa gledaš po nekih indicih, da gre pravzaprav za neke druge namene v tej mednarodni skupnosti, to pa je seveda odstraniti Gaddafija za vsako ceno, potem pa najbrž ta resolucija ni zadost in bo treba sprejeti nove. Hvala lepa. Gospod Mihalčič, v času svoje kariere ste delovali tudi v Združenih državah Amerike kar nekaj časa. Tam ima probleme z to operacijo gospod Obama, predsednik Obama, ki mu očitajo nelegalnost procesa, s katerim Amerika vstopa v to operacijo, glede na to, da naj ne bi ni obvestil kongresa v zadostni meri. Ali mislite, da ameriška družba na operacijo v Libiji gleda podobno kot na Irak in Afganistan, ali obstaja strah pred že tretjo vojno, v kateri bi se Amerika znašla? Najprej je treba malo terminološko pucati. To ni vojna, v kateri se bo Amerika znašla. To je vojna, v kateri se je Amerika znašla z nami zdaj. Mislim, zelo težko je reči make love, not mednarodno vojaško posredovanje za preprečevanje poletov in zaščito civilistov. To je vojna.
kar gledamo. Ne? In njeno nasprotje je mir. Ključ je hotelo, da je Barack Obama tisti Nobelov nagrajenec za mir, ki je izstrelil več tomahawkov kamorkoli kot vsi ostali Nobelovi nagrajenci za mir skupaj. Ne? In zdaj jaz osebno mislim, da je imel prav. Meni se di ta vojna upravičena in tem lahko tudi pojasnim, zakaj. Mislim pa, da gre za vojno, ne za mednarodno vojaško operacijo, se mi zdi diplomatski eufemizmi nepotrebni. Ne? To je vojna, v vojni gre za to, da se nasprotnika v prijazni terminologiji odstrani, v pač novinarski terminologiji se ubija ljudi. Ko na vojno gremo zato, da mečemo stvari v zraku, ubijamo ljudi in ko zmagamo, se potem umaknemo. Mislim, to je položaj, v katerem smo. Ne samo Francozi, ne samo Angleži, ne samo Američani, ampak mi vsi skupaj. Prej me je zbodlo, ko je gospod Kacin rekel, da so z Gaddafijem pač vsi trgovali, mi pa zdaj vsi skupaj komuniciramo z opozicijo in uporniki. Vraga, mislim, da ni samo Sarkozy imel odmevnega obiska v Tripoliju pri Gaddafiju, imel ga je tudi Borut Pahor. Skratka, v to smo vpleteni gospodarsko, ekonomsko in vojaško. Na ene od list dovoljen za izvoz vojaške opreme in orožja v Libijo iz lanskega leta na strani Evropske unije globoko zakopane, se ne znajde dovoljenje, da Slovenija izvozi za 540 000 evrov letalske opreme v Libijo. Tako da v to smo vpleteni vsi, smo bili in Libija je naš otrok. Kar se Amerike tiče. Američani imajo podoben problem kot mi, kot Mađari, kot Slovaki in to je, da politična opozicija oblasti, ki je trenutno tam, ne razume kot legitimne. Zato je jasno, da bodo republikanci odrekali legitimnost katerekoli poteze, ki jo naredi Obama, in to isti republikanci, ki so moč navijali za napad na Irak. Tako da jaz mislim, te diskusije med republikanci in demokrati ne gre jemati resno, to je ideološka diskusija, ki se tiče nekih drugih problemov, ne pa vprašanja razreševanja položaja v Libiji. Je pa to vse na simbolni ravni bolj naša vojna kot ameriška. Ameriški obrambni minister je rekel, bodimo previdni, ker ne vemo, kaj se mešamo in no-fly zone pomeni napad na Libijo. Zdaj, s čim smo pa bili soočeni? Bili smo soočeni s podobnim, težko se je strinjati z evropskim poslancem, ampak tle se bom. Namreč bili smo soočeni z isto situacijo, kot smo bili v Srebrenici, v Vukovarju, v Dubrovniku, v Sarajevu. In to je, da na televiziji gledamo, kako lepo mesto, v tem primeru milijonsko mesto, s zelo približno arhitekturo sicer, je na tem, da vam pridejo tanki z političnim voditeljem, ki razlaga, da bo vojska šla od hiše do hiše, pobila ščurke in uredila stvari. Zdaj, reči ja vojni, je vsakmu, ki je pač odraščal tam v 70-ih letih, seveda težko, so tudi močne ideološke prepreke, ampak hkrati se mi pa zdi, da je pametnejše in lažje obraniti vojaško akcijo zato, da preprečiš napad na Bengazi, kot pa potem sedeti in jokati, ja, shit, že spet 10 000 mrtvih, 20 000 mrtvih, 50 000, zakaj nismo ukrepali. Ob tem pa ne gre imeti iluzij. S tem, ko si sprejel odločitev za vojno, si sprejel še kupico drugih odločitev. In se tega ne boš znebil z tremi stavki, češ zdaj pa je neposredna nevarnost minila, umikamo vojaško podporo, zato ker za te reči velja isto pravilo, kot velja v trgovinah s porcelanom. To sem jaz slišal leta 2003 v Združenih državah Amerike. Tisto, kar razbiješ, je tvoje. In to ne pomeni, da boš potem skrb lepo stvari. To pomeni, da si spremenil položaj. V kontekstu, ki je pa jaz mislim zelo optimističen, jaz ne mislim, da je revolucija v Tuniziji in v Egiptu zakuhal Iran. Tudi, da niso zakuhali muslimanski brati.
kolikor jaz poznam te kraje, je pritisk na režim v Egiptu in Tuniziji in mislim, da tudi v Libiji, ki je bolj komplicirana, recimo pa veliko manjša dežela, da je rezultat vsaj zadnjega desetletja, to je zelo natančno spremljam, poskusov reforme, zrušenja, opozicije in najdevanja alternativ, ki mene zelo spominja na 80 leta v Sloveniji, kjer se je nizalo poraz za porazom. Leta 2003, ko so študenti protestirali v Kairu proti invaziji na Irak. Potem, ko so v Mahali štrajkali, Mahala je eno mesto na severu, dol v delti, je 20,000 tekstilnih delavcev stavkalo in so se ljudje, ki so bili okrog opozicije proti vojni v Iraku, so se mobilizirali za podporo stavkajočim. Žal, ki smo je usoda hoteli, da tisti dan, ko so bili največji protesti, napovedani je puščavski vihar prišel in vse je razmetal. Ampak potem sredi desetletja bila kifaja, zelo široko gibanje opozicijsko, ki je temeljilo na nevladnih organizacijah, z enim preprostim slovenem dosti je. Isti sloven, ki smo ga tukaj lahko poslušali. Alala Al-Aswani, pisatelj, je vsak četrtek je imel večere, na katerih je zbiral v Kairu, pa je pa bestseleraš, da je prodal milijone knjig, ni tam nek pisonček, kjer je organiziral diskusijo o tem, kaj narediti s tem režimom. V državnih medijih so se počasi upeljevale diskusije, kako preprečiti, da ta ostarela toga struktura uniči modernost, ki je nastala v družbi. In rezultat vsega tega je potem razplamtenje odpora, zato ga so videli, da v Tuniziji, ki je manjša država in je bilo tam zaradi boljše sindikalne organiziranosti, mogoče Ben-Alija nagnati relativno hitreje, da je to možno. Tako da, tlej jaz mislim, jaz ne vidim od zadnje niti ameriškega komplota, niti iranskega hudiča, jaz vidim pač družbo, ki je udarila na režime in to na vse povrsti, od Casablanke do Rijada, mislim, da ni nobene izjeme, da je družba z modernostjo udarila na zastarele in toli režime. In zdaj, to je seveda nepredvidljiva situacija. Mislim, tukaj lahko, tako kot kjerkoli nastaja novo politično polje, je veliko stvari možnih. Jaz sem v tem pogledu optimist, se mi zdi, da prvič se tudi pri nas na Arabce ne gleda več kot na teroriste, polživali ljudi, ki tam nosijo brisače na glavi in hočejo nam poriniti noši v hrbet, ne pa kot politična bitja, ki pišejo malo doktorje, pisatelje, politologe, ki jih lahko počasi že vsak normalno izobražen Evropejc, 5-6 našteje z glave na pamet. Še pred 5 leti, če si koga vprašal, povej mi enega Nobelova nagrajenca za literaturo iz arabskega sveta, da ga bi bilo Boga, ki bi to povedal. Zdaj imamo Nagiba Mahfuza, prevedenega v briljantnem prevodu, kajersko trilogijo, imamo tudi Jakubjanovo hišo od Al-Aswanija, prevedenega v slovenščino. Skratka, to, kar prihaja na plano, je to, da imamo tam opravka z relativno normalnimi ljudmi. In z vpletenosti v vojno v Libijo se meni zdi, da moramo upoštevati, da nimamo opravka s plemeni in arhaičnimi tvorbami, razen če jih tam vidimo, če bomo nastopili tako kot norveški vojaki na Gosovi. Who are your village leaders? Show me your village leaders, pa sta Goran pa Dragan se odločila, da kdo pa od nas je sad, poleti Goran. In potem boš dobil village leaderja, tako ko boš dobil poglavarja plemena v Libiji. Ampak lahko boš dobil pa kaj drugega. Lahko reš pogledati, katere družbene sile so politično tako organizirane, da lahko z njimi vzpostaviš neko komunikacijo, ki bo zadovoljila obe strani. In tako da o Gaddafiju se po moje splača govoriti že v preteklem času. O libijski družbi pa ne. Mislim, to je nekaj, kar je tam zdaj živo in se oblikuje. In lahko iz tega nastane Slovenija, Hrvaška ali pa Bosna in Hercegovina v naši terminologiji, kar vam je bolj všeč. Ampak opcije so tam vse odprte. Kar se pa Gaddafija tiče, je pa tako, da velja za isto za vse druge diktatorje.
ker so na oblasti, si naredijo sovražnike. Ko padajo z nje, nimajo enega prijatelja na svetu. Tako da, mislim, da zdaj res ne boš najdu nobenega evropskega političnega voditelja, vključno z Berlusconija, ki je v incestuoznem odnosu živel z njim. Največja televizijska postaja v Tuniziji je Berlusconijeva, financirajo jo pa z Gaddafijevim denarjem. Taka je penalija države po koncu. Ne boš najdu nikogar, ki bo za Gaddafija ali pa za njegov poskus revolucije iz 50-ih let najdu dobro besedo. Ne gre pa pozabiti, da je revolucija v Libiji je bila legitimna in se je izrodila tako, kot vsaka druga oblast, ki je nespremenjena, traja 30 let, v karikaturo same sebe. In zdaj v arabskem svetu je pač ta problem, da imamo na mnogih mestih opravka ne z oblastjo, ampak s karikaturo oblasti, ki pa je naš zaveznik. To je naša zadrega. Družbe pa niso karikature. Končam. Ker se nam čas počasi izteka, bi povabil še publiko, če ima kakšno vprašanje za kjerga od naših gostov. Vprašal. Jaz sem bil prvi. Neko te si mi malo reče. Zdaj, ko Borut Espirnič. Slučajno sem včas delal v Iraku, celo en mesec pred napadom bil dol in popihal. Pa se mi imel reče določena paralela, pa bi rad vedel, ali imamo mi prave informacije. Torej, to laži, kot je bilo rečeno tedaj pred napadom na Sadama, od mass destructive weapons, do tega, do onega, do levega, desna, da bi se pač upravičila pač ta intervencija. Govorim, ali imamo prave informacije. To, kar zdaj sicer ni pa primerjave med Gaddafijom in Sadamom, ker Sadam ni govoril, da bo svoj narod pobil, pa take neumnosti, kot je. Ampak kljub temu nekje, kaj se sprašujem, a ni odzad nekaj drugega še. Torej, ne vem, ima nafto, kar je sigurno rezus faktor. To, če ne bi imel nafte, tam une nube ali pa ne vem, je dol noben ne šiša, ker pač nimaš kaj vzeti. Torej, a ni to še odzad? Pa še nekaj. Recimo, mi vemo, da lih Američani, da bi vse posod pustili ali pa da ne bi bili zraven, skoraj ne morem verjeti. Skoraj ne morem verjeti, da recimo nekje tam v prahu, čist nekje na dnu CIA ni pripravljala teren. Evo, to se bo zapovedati. To, da nismo imeli informacij o Iraku, to ni res. Mislim, jaz sem od prvega dne pisal, da Saddam nima nobenih orožij za... Jaz sem v fabrikah delal. In imaš črno na belem napisano, da si je Bush vojne zmislil. Ampak to je pisalo pol liberalnega tiska Amerike. Izvzameš Judith Miller, ki je bila plačanka Pentagona in je pisala neumnosti. Ja, pa si vaši pa kaj ponavljajo. Ja, ampak politični diskurs, globalni je to bil ta. In zato ker nekdo mora komandirati svetu, bož, da so Amerikanci go Rusi, torej poslušamo Amerikanci. Ampak bazično tam ni bilo seveda nobenega razloga za vojno. Mislim, to je bila potreba ameriške administracije in nobenega drugega razloga ni bilo. Ko meni se zdi, da Irak in Libija zdaj nista primerljiva. V nobenem pogledu. Kaj so prave informacije? Od leta 2003 do danes se je v svetu toliko spremenil, da v prvi zalivski vojni je diktiral vsebino arabskih družb CNN, ki se je čudil lepemu ognjemetu nad Bagdadom, ko so prišli prvi, še te malo bolj primitivni tomahawki. V drugi zalivski vojni je bilo že neke diskusije o tem. So morali Združene države Amerike zelo vzeti novinarje v svoje roke, da so zadržali pretok informacij. Zdaj, preko vsebino tega diktira Al Jazeera. Ob njej je Al Arabija. Če berete časopise, lahko berete Al Ahram ali pa Iljom El Masri. Ste oboji dostopni na internetu. Ob vsem kozmosu prosto objavljenega gradiva na internetu. In
egiptovske blogosfere, jordanske blogosfere, libijske. Torej, to, kar je mene zares šokiralo, jaz sem bil na Tahrirju med egiptovsko revolucijo. Jaz sem gledal enega fanta, ki je z mobilni telefon držal v zrak, pa pač vrtel okrog, pa sem rekel, kaj delaš. Rekel, pošiljam feed, nisem busek, ampak imam buser. Naj se rekel, kaj za vrak je to. Rekel, to je nek server na Norveškem, ki čez mojo GSM mrežo pošilja video feed direktno na mojo stran na Facebooku. Je to prava informacija. To, kar se je zgodilo, je, da so družbe postale bolj prozorne. Da z državno propagando ni več tako zelo lahko reči, kdo je tukaj sovražnik, kaj branimo. Zato, ker je preveč difuzno, ob tem, da se še industrijska produkcija informacij normalizira in pozabi vsaj minimalno na te ideološke norosti, s katerimi tako rada operira. Tako da, če hočeš razumeti, kaj se dogaja, si moraš samo vzeti eno popoldne časa in pregledati vse dostopne informacije. Ne rabiš CIA za to. Ko Leon Panetta, ki je šef CIA, je tisti dan, ko Mubarak ni odstopil. Zjutro v kongresu, ko so ga vprašali, kaj se bo zgodilo z Mubarakovim režimom, moji viri mi pravijo, da bo odstopil. Pol Mubarak zvečer ni, ampak to je prečital v časopisih. Mislim, da če mu bi pomagalo, kaj je tam v pesku, so njegovi agenti. Delo pojma ni imel, kaj se bo zgodilo v Egiptu. In torej tega, enkrat, ko imaš družbeno vrenje, napovedovati dogodke ni mogoče. Jih je mogoče kontrolirati, veliko ljudi poskuša, ampak jaz nisem do zdaj videl še nobenega dokaza, da bi kdorkoli vodil željo potem, da okosteneli režimi grejo z oblasti. Mislim, ker zakaj bi Arabcem pripisoval manj socialne inteligence kot vzhodnoevropejce? Zgodovinsko in tradicionalno so Arabci pametnejši od vzhodnoevropejcev. Vaše vprašanje je bilo, ali imamo informacije? Moje vprašanje je bilo pač točno v tem, zato ker pravim, preveč je bilo pljuvanja in laži v tisti šli, saj z mojega vidika, ker sem poznal situacijo na terenu, pravim, ni primerjave med ta dva človeka, ker to definitivno, ko zdaj govori, je malo ven pameti, ne? Ampak kljub temu je tisto vprašanje, kdo je na uni strani, ali je organiziran, ali so tam sam neki udarniki in gremo in kako, ker to, ko se enkrat not zapleteš, skočiš v kletko z levo, pol pa ven ne prideš. Poglejte, odgovor je, da informacije imamo. Svet se je v teh letih močno spremenil. In kot je Ervin rekel, tudi mi smo se spremenili, tudi mi smo spremenili svoj odnos do arabskega sveta, ker imamo nekaj informacij, nekaj veden, ki jih prej preprosto nismo imeli. In ko nekaj poznaš, ti je to manj nepoznano, manj nevarno, manj tuje. Mislim, da bo za naš, če smem reči, balkanski pogled na svet, zelo pomembno, da bo leto začela Al Jazeera oddajati tudi na Zahodnem Balkanu v slovanskem jeziku. To bo pravzaprav vedno omogočilo, da informacije, ki jih ima človek na voljo, primerja z nekim drugim virom. Jaz sem bil zdaj 14 dni izven Evrope in moj edini vir so pravzaprav mediji, televizije. Če spremljaš, in to imaš možnost povsod po svetu istočasno gledati, CNN, BBC, francoski TV5, moskovski RT, pa potem dodajmo še Al Jazeera. Če teh 5 pregledov pogledaš, kaj je aktualno v tistem trenutku, si boš lahko zelo hitro ustvaril precej realno predstavo o tem, kaj je res in kaj ni. Res je, da se je revolucija začela dogajati. Res je, da je bila marsikje krvava, ampak do sprememb je prišlo. Res je, da so nekateri režimi, Ervin je rekel, od Kazablanke naprej,
Maroški kralj je skupaj s svojim starejšim bratom, ki vedno sedi za njim, naredil potezo in je sam ponudil spremembe, preden je to plusnilo čez meje. V Bruslu so mi šoferji iz Maroka rekli, čakamo, kdaj bo počelo v Maroku. Ni, ker je bil mož skupaj z bratom dovolj pameten in je reagiral pravočasno. Ta hip imamo 4 režime, ki ne reagirajo. Ne pravočasno, ne pametno in vsi reagirajo na nemogoč način. Ampak od teh 4 bom kaj rekel, je še kakšen, ki bi si zaslužil, da ga omenil, ampak te 4 problematični so. Na prvem mestu Gaddafi, ki je najdlje na oblasti. Potem imamo v tem trenutku velike težave v Jemenu, kjer se je vojska delno že postavila na stran upornikov in zahteva spremembe in prepričuje predsednika na igre. Imamo zelo težke razmere v Siriji, kjer menjajo guvernerje in streljajo demonstrante in Asad še vedno misli, da bo stvar s trdo roko oddelal, čeprav mu, bom rekel, soproga, ki je Angležinja, očitno ne more nič več pomagati, da bi razumel stvari tam gredo. In potem imamo še mali Bahrein, ki je hkrati tudi veliko ameriško oporišče. To so te 4 države, ki reagirajo zelo trdo. V Bahrein pride celo saudska vojska pomagati, odganjati na te demonstrante. Ampak tisto, kar je bistveno je, Libija je tukaj nam pred nosom. Smo že pozabili, ampak Gaddafi je izstreljeval ruske rakete zemlja na Lampeduso. Niso imele dosega do Italije, ker je bil dogovor z Rusko federacijo oziroma Sovjetsko zvezo, da mu raket takega dosega ne dajo, ampak na Lampeduso je pa le streljal in je z tega delal veliko propagando za svoje potrebe. Ker je to tukaj pred nosom in ker imamo na eni strani Egipt, ki se je vendarle preusmeril v neko pozitivno smer. Imamo zraven Tunizijo, ki je šla v neko smer. Na drugi strani imamo pa ogromno Alžirijo, ki bi, če bi Gaddafi silo in krvavo zatrl ta upor, lahko enako metodo uporabila še pri sebi, je treba v tem primeru posredovati preventivno tudi za vse druge. Če bo padel Gaddafi, in Gaddafi bo odšel, jaz se tukaj s kolegom Marinom ne strinjam. Gaddafi je pa se, kot je rekel Emi. Potem je to sporočilo tudi vsem tem tretjim, da je čas, da odidejo, da se stvari umirijo, da se jih potegne pod kontrolo. Sej druge možnosti ni nikjer drugje, kot da opozicijo pravočasno vključiš, usrkaš v vladajoče strukture, ali pa te odnese tebe in te strukture in se vzpostavijo vsem nove strukture. Tisti, ki so za ta inkluzivni pristop, imajo tukaj odgovornost, imajo prihodnost in s tem svojim pristopom vplivajo tudi na tiste diktatorje, ki ta hip še ne razumejo, zakaj gre. Zato je pomembno, da se stvari v Libiji odvijajo v pravo smer in mislim, da smo na pravi strani. Torej, če lahko kaj rečem, ker se počas stvar zaključuje, jaz bi premierju in zunanjemu ministru svetoval, da se resno pogovori o priznanju začasne vlade. Hvala. Še gospod tam zadnji. Hvala, jaz pa ravno, kar odgovor je bil bo od odhodnika. Hvala. Še zadnje vprašanje. Ja, lep pozdrav to v mojem imenu. Mi smo imeli zdaj eno situacijo, v bistvu, ki ni bila zelo enostavna, ampak je bila bolj enostavna, kot pa če gremo bolj proti vzhodu. Se pravi, mene bolj zanima ta problem Saudske Arabije, ker pač vemo, da je Saudska Arabija velik zaveznik ZDA in nemiri se sigurno selijo proti vzhodu. Ne znam se pa predstavljati, kaj bi v bistvu za Ameriko, konc in tudi za te vladajoče strukture v Saudski Arabiji pomenilo, da bi tudi na tem področju prišlo do kakšnih večjih nemirov in me zanima, je tam celo družba tako daleč, da bi lahko šla v tej smeri, tako da nauči tisti, ki malo bolj poznasti. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta, da glede na to, kar smo danes slišali, je v bistvu ta nek verski naboj, ki se ga je vse včas vlekel nekaj od zadnji, le ni bil tisti, ki je sprožil te nemire, ampak verjamem pa, da bodo tudi neki verski voditelji skušali skozi te revolucije pripeljati neko doktrino naprej, kar se že dogaja, kot je tudi Marin gospod povedal. Tako da me zanima, kje se v bistvu, a se zna zgoditi, da bomo imeli na tem področju konflikt medverski zopet, ne? In pa kako bo se pravi na Saudsko Arabijo, Amerika odredila čisto. Ja, ne, jaz bi
se dotaknil samo tega zadnjega. Jaz sem eden tistih, ki mislim, da je seveda informacij preveč, ne, in problem je zmeri selekcija teh informacij in potem hierarhizacija. In zato bi si zelo težko solo glede Saudi Arabije. Vse, kar mi lahko beremo, da gre za relativno trden režim, za relativno trdno strukturo policijsko in vojaško, in da torej pravzaprav jaz osebno ne bi pričakoval tam kakšnih večjih težav, ampak nikoli se ne ve. Seveda spremenila režima v Saudi Arabiji bi bila najbrž kaj nekaj drugega, ali pa bi drugače svet pogledal, kot pa je zdaj bila recimo ali pa bil prej Irak ali pa Libija. Ampak to, če sem to rekel, torej se lahko seveda tudi zmotil podrečeno. Vprašanje je, kako selekcioniraš tiste informacije, ki jih dobiš. Kar se tiče pa tega drugega dela, pa jasno, da torej, mi pravzaprav pri nobeni od teh sprememb družbenih jaz si ne moramo zaupati, da vemo pravzaprav, kako se bojo zadeve končale. Ravno tako, zdaj sem malo seveda pošalil, ampak ko je Slovenija postala samostojna, seveda je najmočnejša stranka, takrat prišla nihče računal s tem, kdo bo najmočnejša stranka. In da vam bolj ne govorimo o politiki, ki jo vsi poznate, kako se je to spreminjalo. In ravno tako tam, torej bi rekel, te srenje, ki so, rečemo, intelektualno liberalne, marsikatera od njih je celo, bi rekel, mečkano na levo obrnjena. Oni nikoli niso imeli ta prave podpore, ne od zahodnega sveta, rečemo tako, in tudi niso zadosti močne. Zato, če bo še enkrat zelo odprl to stvar, kar se tiče pač vprašanja demokracije in volitev, je veliko vprašanje, kako se bojo zadeve išle. In vnaprej mislim, da bomo imeli neko demokracijo po zahodnem vzoru, se meni zdi precej preuranjeno. Hvala, gospod Marin, mogoče pa še komentar. Za Saudsko Arabijo sem prepričan, da ni čas, da bi bile kakšne spremembe. Prvo je to zelo dosti močan režim, tudi je masovno veliko te družinski člani v tej vladi. Je takoj kralj Abdullah, ko je čutil, kaj se dogaja, prišel nazaj iz Amerike, ki je bil volan, in je masovno ogromno denarja, 350 milijard rijalov je dodelil in je dal veliko podporo narodu in tako naprej. Čuti se s tem, da je narod v Saudski Arabiji res. Mi slišimo nafto, slišimo bogatstvo, ampak to je uživa zelo malo ljudi. Ali je to v Kuvajtu, ali v Emirati, ali v Saudski Arabiji, ali v Libiji, jaz sem bil v Libiji večkrat. Ljudi od tega nima nič. Bojo prišli spremembe, ampak upam, da ne bojo tako kot v Libiji. Upam, da bojo tu ljudi naši, pa če toliko pametni, da bojo sami čutili to, da treba tudi narodu nekaj dati, en kos bogače. Še prerajeno. Ni čas. Samo da stavka še. Seveda je Libija specifična zadeva zdaj v tem momentu, ne? Jaz se globoko strinjam s tem, kar je Ervin govoril. Dejstvo je, da je prišlo tudi do preobrata mlade generacije, ki hočejo spremembe. In dejstvo je, če bo Gaddafi v Libiji pokoril te upornike, pa ne govorim zdaj odkot in kje in na kakšen način, kako izhajajo. To so uporniki, ki so se uprli enemu režimu, ki je vladal 42 let. Če bi Gaddafi to uspelo njemu Bengazi pregaziti, potem bi bilo to jasno sporočilo marsikaterem režimom, kjer se te stvari zdaj dogajajo, da je mogoče se silo zapreti novo revolucijo, če to tako reče. In v tem je, mislim, veliko sporočilo, ker je tudi mednarodna skupnost verjetno razumela, da je treba to preprečiti. Kajti, ko to preprečiš, potem se lahko ti omogoči neko tranzicijo. Kakšna bo ta tranzicija v novo državo, mi ta moment lahko samo
hipotetično govorimo, ne bo lahka. V Libiji prav gotovo ne. Glede na zgodovinske razmere, glede na plemensko razdeljenost in na druge, bi rekel, težnje ali pa samostojnosti, kako se bodo dogovorili, to bo še seveda etapno dosti težka stvar. Ampak sporočilo je, Libija mora biti rešena zaradi tega, da se te stvari potem na tak način ne ponovijo drugod, ki so se začeli valiti teh protestov. Zato mislim, da je to sporočilo mednarodne skupnosti bilo to zelo močno. Meni se zdi, da ene reči ne gre pozabiti tudi pri Saudski Arabiji, tudi pri Siriji. Ne? Naš pogled na to je zmeram ta, da so tam na pol divjaki. Ne? No, Saudska Arabija je teokracija, ki vladajo verski blazneži, ne? Na najbolj ostudnih kraljevskih dinastij vseh časov. Ampak, na drugi strani je Saudska Arabija tudi družba, je javno mnenje, so časopisi, je arhitektura in so družbena gibanja. Na fakulteti za arhitekturo v Damasku se zelo resno kregajo, če Miss van der Rohe, ali kaj manj ortodoksnega. Ne? In to so se kregali, ko so tudi sirski arhitekti gradili Burj Khalifa v Dubaju. To niso družbe, kjer samo Karadavi šejh v Dubaju razlagal, prite se, Allah je velik, ne? Ampak so tudi komunistična partija Egipta, ki se je tako kot vse druge komunistične partije, pa se preimenovalo Tagamo, so socialisti zdaj, ne? So sindikati, v Tuniziji so sindikati naredili revolucijo. Ne? In Facebook in Twitter in socialno omrežje, ampak kot orodje, ki funkcionira kot pač inštrument, s katerim družba komunicira sama s sabo. Ne? In v tem pogledu se meni zdi to, kaj mi naredimo. Ne? Odgovor nas, svetleve Evrope in Amerike, ne? Prvo vprašanje je, koga pa naj zdaj bombardiramo. Ne? V Libiji je to relativno preprosto. Ne? Mislim, bombardirati Gaddafija in njegove ni velik problem. Ne? Ampak ne gre pa, jaz mislim, z naše strani pričakovati, ne? Da smo pa zdaj mi dobri in da bomo konsistentni. Ne? Mislim, jasno je, da za Saudsko Arabijo veljajo drugi kriteriji kot za Libijo. Saudska Arabija je ravno kar od Amerike kupila za $60 milijard letal. Ne? To ni biznis, ki se mu tako reči, da je demokracija. Ne? Preveč. Plus Gaddafi ima pod svojo kontrolo 2% svetovne nafte, ne? Na oni strani je polovica, ne? Tega. Tako da tle so razmere drugačne in jaz mislim, da tako kot veljajo dvojni kriteriji za Izrael, ne? Tako pač veljajo za Saudsko Arabijo, za dva najmočnejša parametra. Ampak politično se mi pa zdi, da kar so revolucije naredili, je to, da so sprožile vprašanje na naši strani, Arabcem to vse čas že jasno, ne? Če je politika zadnjih 50 let bila inteligentna, ne? In da utegne med posledice, ki nam ne bojo všeč. Torej, jaz bi rad dodal eno misel, eno državo, ki se je doslej nismo dotaknili in posebej bom poudaril, zdaj govorim kot liberalc, kot LDS-ovc, kot član skupine Zavezništva liberalcev in demokratov v Evropskem parlamentu. Mi smo se zelo angažirali v vseh teh zgodbah, od Egipta naprej. Imamo pač v naši skupini nekaj ljudi, ki so vezani na to področje. Ko gre za Egipt, je to Macmillan Scott, ki je nek daljni sorodnik Lorenca Arabskega in je, bom rekel, vsak mesec dvakrat v Kairu in komunicira z ljudmi. Zdaj sem povedal, da smo dva ključna voditelja libijske opozicije mi pripeljali v Evropski parlament in druge evropske inštitucije. Bi vas rad spomnil še na eno našo reakcijo, ki jo je izrekel Guy Verhofstadt, vodja naše politične skupine, ko se je začela zgodba v Egiptu. Takrat je rekel, da je edini pravočasni in evropski odziv na dogajanje v Egiptu
bila izjava turškega predsednika Recep Erdogana, da mora Evropa stopiti za egiptovski narod. Zdaj se je zgodilo, da je ta isti Recep Erdogan bil prvi, ki je najbolj odločno rekel, da moramo premisliti, kako bomo naprej. Evropa ni najbolj uspešna v komuniciranju z arabskim svetom, še manj v komuniciranju z Iranom. Ampak Turčija vse to zna, vse to zmore, vse to tudi počne. Turčija posreduje povsod po svetu, med vsemi temi državami, med Indijo in Pakistanom, v Afganistanu. Ni da ni, kjer Turki ne bi sodelovali. In v tem trenutku se pravzaprav pripravlja naslednja faza evropskega odnosa in grajenja odnosov s temi državami. In tukaj bo naš predhodnik Recep Erdogan. Zato se mi zdi pomembno poudariti, da je to država, ki je kandidatka za vstop v Evropsko unijo. Mi imamo tu srečo, da imamo politične prijatelje, ki so sposobni takega komuniciranja. In zato lahko v naslednjih fazah pričakujemo njegovo veliko, odločno in zelo odmevno angažiranje. Ne le v Libiji, ampak v vsakih od teh držav. Ne spomnimo, on je posredoval med Sirijo in Egiptom ne tako dolgo nazaj. Posredoval bo tudi v Bahreinu. Ne bojte se, tudi v Jemenu bo povedal svoje stališče. Tako da bo ta učinkoviti operativni del za Evropsko unijo in evropski kontinent prispevala Turčija. Jaz bi samo en stav govoril o tem, da bi bilo zelo pametno in dobro, da mi ne zapuščamo, vojna bo končana. Začnemo delati gospodarstvo. Jaz mislim, da bi bilo arabski svet zelo dober partner za Slovenijo, ki dolgo časa smo zanemarili arabski svet, še lansko leto, predlani smo se spomnili Libija in euforija bila Libija. Pa sem takrat je rekel, Libija ni edina arabska država, imamo jih 22. Začnemo razmišljati za sodelovanje z drugimi arabskimi državami. Jaz ravno zdaj začnem pripeljati gospodarstveniki nekatere arabske države na pogovori za slovensko gospodarstvo. In mislim, trebamo mi tu začeti razmišljati v tej smeri. Vojne bo konc, trebamo jesti naprej.